50 zemeljskih plazov, poškodovani mostovi, popolnoma uničene in neprevozne ceste. Neurje z obilnimi padavinami, ki se je ponoči razbesnelo nad Halozami, je najbolj prizadelo občino Žetale. Obsežna škoda je tako na javnih objektih kot stanovanjskih stavbah. Voda je zalivala kleti, poškodovano je tudi novo športno igrišče osnovne šole. Avto je bil do polovice notra vode tu, ja notra v garaži. Sad se vidi kako da će bila voda, sad se to še je mokro. Pa tam ćemo baviti vsa blato. To je komar malado, so nam rekli gasilci, to, ker so nam hodili tu pač stran od fasade, da bi nas čistili vsaj minimalno, oni so dejansko se trudili, lopate vse, pa samo leze. Od 10. ure se je začelo fest dež na polno, kar nismo mogli več reči, dobenega, nič nismo mogli reči. Gasilce klicali na pomoč, ni šlo več ostaviti vode. V zgolj eni uri naj bi padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Posledice so katastrofalne, škoda ogromna. Če država ne bo pomagala, lahko občino kar zapremo, pa ob tem pravi župan Matjaž Kopše. Reka je tekla skozi center Žetal. Noro. In to se je pol dol vodno vse selilo po celi občini, od zahodnega dela občine na vzhod. In pred sabo pač imelo rušilni val. Poškodovana sta dva državna mostova, najmanj dva na lokalnih oziroma javnih cestah. Škoda bo po mojem šla v milijone evrov. No in medtem, ko domačini niso zatisnili očesa ter že ves dan videli smo odpravljajo posledice, hkrati strahom zrejo v nebo. Območje naj bi namreč danes po noči dosegla nova fronta z močnejšim vetrom. Tina Švajger. Posledice sinočnjega silovitega neurja, ki se je razbesnelo nad Žetalami, je dodobra razkrilo šele jutro. Ko sem pogledal ven, sem videl, da je ta potok že zelo narastel, recimo tam nekje do višine te odprtine na mostu, ker več most ni mogel požirati, se je ta voda potem razlila tu vse okoli. Na hiši Ruličevih se še vidi, dokot je segala voda. Dvorišče je bilo prekrito z naplavinami in blatom. Uničena ograja in vrt, odneslo je vrtno pohištvo. Par 100 metrov naprej, uničen most, odtrgalo je del ceste. Beletovima je narasel potok, odnesel 6 bal sena. Mogli dol ta nekam na spodnje strani, vse dole neke so, mora biti. Zalilo je tudi hlev. Ko sem stopil sem, da sem tako lahko prišel tu do kolena. Cesta, ki vodi do domačije gasilskega poveljnika, je danes videti kot vadbeni poligon za kolesarje. Spodneslo je celoten tampon. Cesta, ki so jo zgradili pred nekaj leti, je neprevozna. Uničeno je novo športno igrišče ob osnovni šoli. Na tem igrišču, ki smo ga lansko poletje renovirali, tako smo se ga veselili, sedaj pa je praktično uničeno v celoti, tako da tu je seveda več 10 000 evrov škode, hkrati nam je pa zalilo našo kotlovnico. Plaz se je medtem sprožil ob novogradnji mlade družine. Mi smo hodili hišo tako bolj ampak ker ni bilo gradbenega. Glede na to zdaj, bi vprašala une, če lahko tja hišo postavim. Zdaj pa pride ti s papirjem, to mi pokaže, kje. A zdaj pa to ni problem. Vso noč sta imetje reševali družini Korez in Lončarič. Da smo jih speljali nekam vodo tam, ker pač enostavno mi smo že imeli polno dvorišče vode, kamenja, šodra, zemlje smo imeli za ene 3 tovornjake na dvorišču. Par metrov više danes pospešeno čistijo kanal. Posledice in škodo, ki bo ogromna, si je danes ogledal župan. Če občina tu sama ostane, lahko kar zapremo, pa pospravimo kovčke, pa gremo. Tako da, če ne bo tu strani države pomoči, ne moremo, ne lahko zapremo. Nekaj je res katastrofa, pod hiše, da mi je plaz potegnil cesto, celo trgalo. Okoljsko ministrstvo je medtem že ponudilo podporo in pomoč. Podatke o oceni škode zbira Uprava za zaščito in reševanje. Če škoda preseže 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, pa lahko vlada razglasi naravno nesrečo.